Pogosto so vrtovi jeseni že precej prazni in pusti, brez barv. Dobro zasnovani, strokovno načrtovani pa so lahko barviti in zanimivi prek celega leta. Tak vrt smo našli na Gorenjskem in se ga naužili z načrtovalko, ki mu je dala končno podobo. Z Bernardo Strgar-Schulz sva na enem lepem gorenjskem vrtu, za katerega je zaslužna ona. Pred 10 leti približno ga je načrtovala. In z Bernardo se pravzaprav midva se poznava še ene dvakrat toliko, zato se bova kar tikala, če se strinjaš. Strinjam. Bernarda, ko si prišla 2011 na tale prostor, ko so te lastniki povabili, da bi jim pomagala spremeniti obstoječ vrt, kako je bilo videti? V bistvu na nek način podobno, pač površine so bile zasnovane na nek način, saj te zidovi in vse stvari, bilo je kar nekaj dreveže posajenih, od tega smo jih kar nekaj tudi odstranili potem, pa žive meje so bile posajene, kar je na nek način tudi določalo te zunanje robove parcele. Vse ostalo znotraj, večinoma bilo pa prazno. In tukaj je prekrasen prostor, mislim, prekrasen okvir tega vrta, da to je bilo meni zelo pomembno, kaj v tem vrtu zakrivati in kaj odkrivati. Tukaj govorimo o osnovnem ogrodju, ker vedno vrt mora imeti najprej osnovno ogrodje in to mora biti zelo izrazito in jasno postavljeno, kaj ti vrt zdaj sicer tak barvit, razkošen, vse cveti in se migota in karkoli, ampak če pogledamo vse te grede, bodo po zimi več ali manj prazne. Torej smo potem najprej definirali te ogrodje, predvsem z ostalimi elementi, kot so grede s trajnicami, mešane grede z grmovnicami, smo pa dosegali to, da smo na to osnovno ogrodje dosegali, da se v vrtu stalno nekaj dogaja. Da če pogledamo skozi letne čase, od prvih zgodnjih pomladnih čebulc, ki zacvetijo takoj, ko sneg skupni, pa pol do pozne jeseni, zime, ko lahko občudujemo silhuete dreves, grmovnic in pa posušenih trajnic. In se tudi tukaj vidi, kako je bil vrt vzdrževan. In ravno pri teh naročnikih je idealen skoraj da primer, kako smo sodelovali, da je bil načrt le en začeten del tega, kako se je vrt razvijal. Potem sem pa pač obiskala enkrat do dvakrat letno in smo pogledali, kako se spreminja. Vedno moramo povedati, da je vrt živ organizem. Vrt objema hišo s 3 strani, glavnina pa se širi proti travnikom in gozdovom ob vznožju Kamniško-Savinjskih Alp. Celotno zemljišče obsega okoli 3000 kvadratnih metrov. Na najbolj odprtem delu zemljišče ni ograjeno, temveč se neopazno zlije s pokrajino. Tako odprtost pri nas le redko srečamo. To je zavidljiva lokacija in ti v vrtu, ko načrtuješ, moraš ugotoviti, kaj so prednosti tega vrta, zemljišča in vsega skupaj okolice, kar je in kaj je tisto, kar moraš zakrivati. In tukaj je tudi če kar umetnost, da ugotoviš, kaj spustiš, kje si sposodaš celotno pokrajino v zunaj, kar smo si mi naredili, je pa to odprto, mi smo tudi v naravi, tako da pride srnjaki in vse ostalo pač pride po svoj delež hrane in vsega skupaj. Ampak ravno tukaj so se lastniki zelo lepo naučili bivati z ostalimi organizmi in živalmi in med temi, kar deluje, pač kar prihaja v ta vrt v tej okolici. Če kakšna stvar pojedena v vrtu, ni tako velika škoda, kot če bi bila ograja, bi bil ta stik tega bivališča za zunanjo krajino pač prekinjen. Velik del zemljišča je namenjen trati, ki jo sestavlja gosta mešanica trav in širokolistnih zeli, kakršne ljubitelji angleških trat sicer označujejo kot plevele. Tukajšnji lastniki so okoljsko osveščeni in jim takšna pisana trata ustreza. Še več, niti trate, niti vrta ne zalivajo. To smo takoj na začetku določili, da tukaj zalivanja ne bo. Da mora biti izbrane take rastline, ki bo glede na to, kakšna je zemlja, dobro, malo smo že izboljšali, karkoli, ampak moramo delati z danostnim, ki smo tukaj. In glede na to, kakšna je zemlja, kakšna je podnebje, koliko je dežja tukaj, tudi izbrati pač vse ostale zasaditev, kakršna je. Okolica hiše je med ostalim urejena skladno z značilnostmi zemljišča. Za hišo je skrit senčni kotiček, ki z zasaditvijo spominja na značilnosti japonskih vrtov. Tukaj smo se zelo pogovarjali o tem, katere stvari, ki so že obstajale, ohraniti, potem pa kako eno na drugo navezati, ker vse skupaj pač mora imeti neko rdečo nit, ne more biti en del vrta čisto enostavno odrezan od drugega. Ampak tam je bilo zelo lepo, so že prej imeli japonske javore, ki so bili zelo lepi in potem sem tudi razmišljala, na kakšen način pa vkomponirati, kaj da tudi spodaj, da boš vse neko rdečo nit z ostalimi rastlinami naredili. Javori so bili prekrasni, škoda bi jih bilo ven dajati, tako da smo od spodaj dali pač eno enotno podrast, ki ravno v tem času v bistvu izredno lepo cveti. To je pač liriopa, zimzelena in tudi vrt je enako pomemben, kako ga ti vidiš od znotraj iz hiše, enako pomemben, kot takrat, ko v vrtu stojiš. Tukaj imajo tudi fantastično to panoramsko okno in so v bistvu vsi ti nasadi se kar prelivajo, tako kot imamo travnik, odprto površino, travnik in pridemo pol v gozd. 10 let je, kar si to zamislila in realizirala.
Kakšne spremembe so se zgodile v 10 letih, kaj veš? Kar velike, recimo. Ne? Ko kombiniraš, ko delaš tako imenovane zasaditvene načrte, moraš vedno vedeti, katere rastline se bodo hitro razvile in v kateri boš imel učinek šele čez 5 ali 10 let, ponovadi so drevesa grmovnice. Ampak lastnik nima volje in časa in potrpljenja, potem ko naroči, ko se obada s tem, ko vse skupaj plača, ima željo, jasno, vsi želimo gledati lepo, vsi želimo v lepem bivati, ne? In tudi nimamo časa, toliko časa čakati na rastline. Potem smo ugotovili v prvih letih, tudi posebej na začetku, da so imeli na samih teh stranicami, ki so v tem letnem času sicer zelo polne, ampak da je bilo premalo zimzelenih rastlin, kar pomeni, da 5 mesecev tam greda prazna. Ne? In smo to potem dopolnjevali. Vrt ne počiva, spreminja se tekom letnih časih, pa še pol čez leta. Ne? V komunikaciji moraš biti vedno dovolj previden in dovolj jasen, da vrt se ne zgodi čez noč, ne? Tako kot dojenček ne shodi takoj, ne? Pa shodi šele po določenem času, ne? In enako je pol pri vrtu. Ne?